Ja, v glavnem tudi ta formulaična ideja šolanja, teh 8 ur biti v učilnici, enostavno mi ni ustrezalo. Preveč sem hiperaktiven, premalo imam pozornosti. Za Mateja je to predstavljalo velik napor, veliko predmetov, različnih predmetov, pol vedno tisto, spet ni šlo, spet scagan pride domov, drugi dan glava me boli, utrujen sem, ni šlo. Ni mi ustrezalo niti približno in pač z matematiko specifično sem kompletno obupal. Najboljše je bilo definitivno frekvenca predavanj. Imeli smo 2 do 3 predavanja na teden, večinoma o bolj pozni uri, tega sem se lahko naspal. Jaz zelo nisem jutranja oseba. Frekvenca pa tudi svoboda. Veliko stvari nam je bilo povedano, naj se naučimo sami, pa bi lahko vprašali za pomoč, kam je super bilo. Ustrezal mu je način komunikacije, ustrezal mu je način učenja. Nekaj je bilo na daljavo, nekaj je bilo za sem. Mislim, da je bila preobrazba v psihičnem stanju otroka absolutno ogromna. Vsi delavci na Mocisu so bili dobri, vse je potekalo gladko. Tudi sodelovanje med ljudmi v razredu je bilo podobno tako v šoli, vsi so bili kaj povezani. Definitivno zelo pozitivno, ker če ne bi zdaj v fabriki Vrona, bi verjetno. Zdaj pa sem fajn v Mariboru, nove prijatelje spoznal, punco, vse, super. Še kar svetlo, bi lahko rekel. Ne vem, nisem še vedno nesiguren, kaj bi rad delal, ampak vem, da hočem nekaj v povezavi z angleščino ali pa filozofijo. Se mi je oboje zadovoljno. Pač dosegel sem svoj cilj, zdaj se lahko izobražujem v stvari, ki me zanima, v kateri sem dober. Lahko pustim matematiko v primeru, pa fiziko. Ja, lahko samo uživam v izobraževanju, kar sem večinoma nehal v zadnjih 10 letih. Ja, če vam ne ustreza to izobraževanje, če vam ni všeč sedeti v učilnici, sicer ne prehitro, ker se je še kar pomembno take socialne zveze dobiti v šoli, ampak če vam res ne gre, če ne morete narediti z normalnim izobraževanjem, pojdite na Mocis, bo veliko lažje potekalo, dosegli boste svojo željeno izobrazbo, da lahko greste naprej v nekaj, kar vas zanima.